Smo že. Okay, no, hvala lepa. Spoštovani izbrani gosti, novinarji, govorci, ki boste danes predstavili projekt Involved, lepo pozdravljeni. Dobrodošli in hvala, ker ste se odzvali našemu povabilu. Današnji dogodek je zelo pomemben za nas, ker se je po dobrem letu delovanja projekt Involved, kar pomeni vključeni, javno predstavlja. Gre za mednarodni projekt, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj in se izvaja v okviru programa sodelovanja Interreg. Imamo pa danes izjemne sogovornike iz 3 slovenskih in 1 avstrijske Karitas in bi rada kar čim prej predala besedo, ker imajo zelo veliko zanimivega in tudi novega za povedati. Na začetku nas bo nagovoril Peter Tomažič, generalni tajnik slovenske Karitas, potem Saraja Špec iz Škofijske Karitas Celje, Danilo Jesenik Jelenc iz slovenske Karitas, oba sta sodelavca v projektu, in dr. Polona Gremelj, raziskovalka, sodelavka Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo in tudi zunanja sodelavka projekta. Razmere za Avstrijo bo predstavila naša gostja iz Celovca, magister Kristina Štaubman, vodja projekta iz Karitas Kärnten. Govorci bodo predstavili okoliščine za nastanek projekta, konkretne težave s terena in spoznanja analize podatkov raziskave o dolgotrajni brezposelnosti. Na koncu bosta novinarsko konferenco zaokrožila še Darko Bračun in Tjaša Dekorti, sodelavca projekta iz Škofijske Karitas Maribor. Zdi se veliko, ampak prispevki so zelo kratki, 2 do 5 minut. Govorci bodo povedali bistvene izkušnje, tako da bomo končali v 35 do 40 minutah. Zdaj pa, da se bomo tega res uspeli držati, predlagam, da z vprašanji počakamo do konca, ko bomo tudi dobili zaokroženo sliko, da zdaj pa kar začnemo. Tako da lepo prosim Petra Tomažiča, generalnega tajnika slovenske Karitas, da nas prvi nagovori. Lep pozdrav iz slovenske Karitas, seveda najprej lep pozdrav vsem novinarjem, ki so se udeležili te tiskovne konference. Vesel sem pa tudi, ko vidim te obraze sodelavcev škofijskih Karitas, še posebej tisti, ki so res vsak dan v stiku z ranljivimi skupinami, pa seveda tudi lep pozdrav kolegom iz Avstrije in pa naši sodelavki iz inštituta, ki nam pomaga pri tem raziskovalno resnem delu tega projekta. Vemo, da se na Karitas že ves čas srečujemo tudi z skupinami ljudmi, ki jim, bi rekel, ukrepi države v smislu zaposlovanja ne pomagajo pri njihovi rešitvi, njihove revščine, problemov, pomanjkanja in da je tukaj vedno premalo inovativnih pristopov, ki bi tem ljudem pomagali. Bili smo zelo veseli tega časa pred epidemijo, ker se je veliko uporabnikov od nas zaradi pridobljene zaposlitve poslovil in se je tudi številka naših prejemnikov pomoči ustalila, zmanjšala, vendar pa smo ugotovili, da seveda nam ostajajo skupine, ki jim ne pomaga kaj dosti gospodarska rast, ki jim ne pomaga boljše možnosti za zaposlitev, ker pač preprosto ne zmorejo konkurirati na trgu dela. Seveda škofijske Karitas in različne župnijske Karitas in tudi drugi projekti poskušajo vključiti ljudi na drugačen način in dati delo, vrednost, kljub temu, da niso zaposleni. In o tem bomo danes zagotovo tudi veliko govorili. Sama epidemija je majčkeno prekucala naša prizadevanja in prioritete, ker se spet vračamo na tisto osnovno, skoraj humanitarno pomoč, ampak kljub temu bomo vztrajali tudi na teh vsebinah in na teh projektih, da poskušamo nadgraditi in najti rešitve za te, ki pač ne morejo dobiti zaposlitve oziroma ni možno, da bi se zaposlili ali pa je to težko izvedljivo. Vesel sem, da sodelujejo tukaj več škofijskih Karitas. Že večkrat smo ugotovili, da ima vsaka svojo situacijo, vsaka svoj pogled in svojo izkušnjo. Še bolj pomembno je pa, da je to tudi sodelovanje z Avstrijo. Gre vendar za 2 različna socialna modela, drug od drugega se lahko veliko naučimo in seveda tudi Karitasi
imamo različne izkušnje, različne projekte in je ta izmenjava več kot dobra in odlična. Tako da jaz ne bom dolgovezil. Hvala in predajam besedo naprej, Andreja. Ja. Hvala, Peter. Saraja Špet, vi prihajate iz Škofijske Karitas Celje in delate z ljudmi v stiski. Kakšne so vaše izkušnje iz prakse? Ja. Morda samo na kratko o Škofijski Karitas Celje najprej, da se trudimo ohranjati ljubečo skrb za človeka v njegovem celovitem dostojanstvu skozi evangeljsko identiteto, kar pa v našem delovanju pomeni, da skušamo usmerjati našo pomoč tudi v nematerialne oblike pomoči. In to tudi pomeni ljudem, ki so v raznolikih stiskah. Te stiske so včasih tudi socialna izključenost. Pri tem bi želela izpostaviti naš program socialnega vključevanja ranljivih oseb v prostovoljstvo. Pri tem programu sem v vlogi koordinatorke programa in mentorice prostovoljcem programa. Letno spremljam skozi ta program približno 100 oseb, polovico teh oseb bolj osebno poznam in jih spremljam večkrat mesečno. Bi pa rekla, da je naše zaznavanje v tem projektu prvotno to, da marsikateremu vključenemu pomeni vključitev prelomnico, da si ponovno pridobi dostojanstvo skozi aktivnosti, ki pri nas potekajo, recimo skozi druženje, gre predvsem za ustvarjanje novih socialnih stikov, skozi občutek koristnosti ob delu, ki ga opravlja, občutek sprejetosti, posledično se s tem zmanjšuje tudi občutek osamljenosti. Naj ponazorim s kakšnim primerom. Na primer, mama samohranilka z bivšo nasilno partnersko izkušnjo, posledično psihičnimi težavami, je brez družinske podpore, ki bi ji omogočala popoldansko varstvo za otroke, kar pomeni, da na trgu dela postane takoj težje zaposljiva, ker išče dopoldansko delo, da bi ga lahko uskladila z družinskim življenjem. V našem programu jo recimo poznamo kot zanesljivo, ažurno, sposobno marsikaterega dela, pride rada, pove, da tudi zato, da odmisli vsakdanje skrbi, v osebnih pogovorih izraža interese za delo, hkrati pa velikokrat stisko ob številnih zavrnitvah delodajalcev, ki vplivajo tudi že na njeno psihično zdravje. V našem timu ob zgodbah takih mam naletimo na velike pomisleke, kako lahko še opolnomočimo, spodbudimo, usmerimo take mame, poleg tistih osnovnih usmeritev na organizacije, ki pomagajo pri zaposlovanju, da bo to na njene razmere realno, pa tudi učinkovito. V teh programih imamo tudi veliko moških, na primer moški nad 50 let, samski, morda s spokojnimi starši že, pred leti je zaradi zdravstvenih težav izgubil službo, ima zelo šibko socialno mrežo, ker v bistvu, ko je se prenehala njegova zaposlitev, je izgubil velik socialni krog, ker je bil v njegovi službi glavni socialni krog. S tem tudi nima več vez, da bi si zagotovil novo službo, in nad zaposlitvijo v prihodnosti je že zelo obupan. Namreč kljub zaposlitvenim ukrepom, ki obstajajo, če je že povabljen na razgovor za službo od delodajalcev, velikokrat sliši odgovor, da se bodo kljub vsemu raje odločili za mlajšega, ali pa ne naredi zdravniškega pregleda, ker ima neke težave, kljub temu, da nima statusa invalida. Ob tem zaznavamo anksioznosti, ki se pojavljajo, posledično kdaj pridružene zdravstvene težave, tudi tolaženje z alkoholom. In vem, da to ni samo moja nemoč, ampak nemoč marsikoga, ki dela na takem področju s takimi ciljnimi skupinami. Namreč, kako lahko opogumim takega gospoda
ki bi teoretično na trgu dela lahko delal še 10-15 let, a se mu je že usidrala miselnost, da so ga drugi odpisali, pa da je za delo že prestar. Zdaj, lahko bi še naštevala primere osebnih zgodb, ampak v resnici bi čisto vse bile povezane s tem, da ko z ljudmi delamo, imamo v našem delu veliko svetlih trenutkov, veliko odkrivanja, veselja ob odkrivanju, koliko lahko še vsak osebno napreduje, se uči. Ne glede na starost, ne glede na osnovne delovne sposobnosti, kako lahko dela v ekipnem delu, fajn. Vedno znova pa naletimo na omejitve naših programov, našega programa, tudi na omejitve sistema. In zdaj v času po epidemiji, ko je veliko govora o brezposelnih in o tej težavi, se nam zdi še pomembnejše dati glas tem, ki obstajajo že prej, na katere menimo, da ne smemo pozabiti, predvsem zato, da jih ne bi še bolj izključil. In to so glavni razlogi, zakaj na Škofijski Karitas smo zainteresirani, zato da se to področje dolgotrajne brezposelnosti s pridruženimi težavami še dodatno raziskuje, še dodatno osvetljuje, med drugim tudi teme socialne izključenosti, socialne vključenosti. Menimo, da bomo s pomočjo Interregovega projekta Involved, že prepoznavamo, da vidimo priložnosti v čezmejnem učenju, preverjamo potrebe na terenu, iščemo nove ideje, pristope in tudi v bistvu z zanimanjem gledamo v prihodnost, ker vemo, da nas čaka v prihodnjem letu še pilotni projekt, s katerim si nadejamo, da bomo še lahko opolnomočili osebe, ki so vključene v naše programe. Hvala, Saraja. Odlično iztočnico ste dali že za naprej, oziroma da povprašamo, oziroma se sploh spoznamo, za kakšen projekt je in kako odgovarja na konkretne potrebe ljudi, ki ste jih zelo lepo predstavili preko teh dveh primerov. Tako da bi prosila Danilo Jesenik-Jelenc, če nam poveste nekaj o projektu in kako odgovarja na okoliščine in potrebe, ki smo jih pravkar slišali. Ja, v Sloveniji nismo edini, ki se srečujemo z različnimi izzivi. Tudi v tujini imajo marsikdaj podobno situacijo in se znajo dobro odzvati. Recimo v času masovnega prehoda migrantov skozi našo državo konec leta 2015 smo se v prizadevanju za to, kako bi učinkovito odgovorili na nastalo situacijo, obrnili tudi k našim sosedom na avstrijsko Karitas, kako so se oni lotili tega. Smo šli na študijski obisk na Dunaj, v Graz, kjer nam je bilo lepo predstavljen njihov način dela, njihov pristop in takrat se je pravzaprav v nas porodila ideja na obeh straneh, da bi kdaj sodelovali tudi sistematično, ne samo sporadično, v smislu kakšne delovne skupine, koordinacijske skupine in podobno kot doslej. In prvo priliko smo potem takoj zagrabili. V okviru programa sodelovanja Interreg se je ponudil razpis, v katerem smo videli, da lahko nekaj naredimo za ljudi, ki so socialno izključeni. Tako smo staknili glave, ideje so padale in eno leto skoraj se je razvila naša ideja v to, kar je nastalo kot projekt Involved. Veseli smo bili, da je bil priznan kot dober program in dela smo se lotili septembra leta 2018. Trije glavni sklopi tvorijo strukturo tega projekta. V prvem smo si zadali za cilj, da vzpostavimo neko mrežo čezmejno različnih organizacij Karitas. Da se med sabo spoznamo, da vidimo ustroj delovanja drugih, načini, kako rešujejo probleme, kakšne mogoče imajo, ki jih pri nas ni in podobno. Zato smo recimo v tem sklopu projekta predvideli
ne samo to, da imamo delovna sestanke, srečanja enkrat na naši strani, drugič na drugi strani meje, ampak tudi sistematično izmenjavo sodelavcev, na primer. Smo lansko leto imeli priložnost, ne samo sodelavci projekta, ampak tudi drugi zaposleni prostovoljci v naši Karitas, da so lahko za nekaj dni odšli recimo v Avstrijo, Avstrijci pa k nam, kjer smo na licu mesta ne samo videli, opazovali, ampak nekateri tudi delali, sodelovali v delovnem procesu. Kako tam potekajo stvari? Recimo obiskali smo Sparmarkt, ki je primer sekundarnega dela trga, prodajalno oblačil, rabljenih, second hand Karla, ki tudi na večjih mestih na avstrijskem navzoča. Kako skrbijo za brezdomne ljudi, obiskali smo nekatere socialno-varstvene ustanove in tako naprej. Ta izkušnja je bila zelo bogata za nas. Prenesli smo to tudi potem okrog naših sodelavcev, naše slovenske Karitas. Drugi sklop projekta je pa bil osredotočen na ciljne skupine. Naša osnovna naloga je, da se s tem, ko se povežemo, razširimo pogled, nabor možnosti, ampak da pomagamo tistim, ki so pri nas socialno izključeni. Teh je veliko. Mi smo najprej izbrali nekje 7 skupin ljudi in smo v tem smislu preučili okvirne pogoje, v katerih ti ljudje dolgotrajno brezposelni, ponavadi z različnimi drugimi pridruženimi težavami še živijo. Kaj pravi o njihovem položaju zakonodaje, kakšne so institucionalne možnosti in tako naprej. Kakšni programi zaposlovanja, pomoči tečejo. Pri tem smo vedno izhajali tudi iz naše osebne izkušnje, ko se kot Karitas srečujemo s temi ljudmi. Ali so uporabniki naših programov, ali k nam prihajajo po pomoč občasno. No in ta analiza okvirnih pogojev in pa analiza posamičnih, kasneje smo potem v procesu izbire se osredotočili na 4 ciljne skupine, predstavlja kar velik zajeten dokument, tam okrog 150 strani. 4 ciljne skupine, ki se jim posvečamo od tega trenutka naprej, so zasvojene osebe, brezdomne osebe, potem tisti, ki imajo težave v duševnem zdravju, in pa ženske, ki so utrpele neko izkušnjo nasilja. V tem trenutku se še ne ve točno, s katero skupino se bomo ukvarjali v pilotnem projektu, ki je pa zadnji del, zadnji sklop našega projekta. To bomo še videli na osnovi študije, ki smo jo pripravili in ki jo bomo za naš namen prvič dali tudi v javnost in ob kateri bomo še potem predebatirali, kakšen pristop ubrati. Študijo smo si zamislili že od začetka v 2 korakih. Prvi del je kvalitativen, drugi pa kvantitativen. Zato, da bi bila zadeva izpeljana strokovno, smo za ta raziskovalni del projekta z javnim razpisom povabili zunanje izvajalce. Enega v Avstriji, enega v Sloveniji. In v Avstriji je bila zbrana Fachhochschule Kärnten, kjer imajo en takšen poseben raziskovalni oddelek, ki se je že v preteklosti ukvarjal s podobnimi raziskavami trga dela in vključevanjem dolgotrajno brezposelnih. V Sloveniji smo pa tudi zbrali partnerski inštitut oziroma organizacijo, to je pa podjetje Podatkovna analitika, katere direktorica, se opravičujem, gospa dr. Polona Dremelj je tudi danes z nami. V Sloveniji in v Avstriji, na vsaki strani meje, smo izvedli najprej 32 intervjujev, ko smo sodelavci Karitas šli osebno k uporabnikom, ali so to bili naši lastni programi ali pa programi sorodnih organizacij, in smo izvedli takšne polurne polstrukturirane intervjuje. To je gospa Dremelj že obdelala v celoti. Medtem ko drugi del študije, katerega imamo pa samo delne rezultate zaenkrat, je pa predstavljal spletno anketo, ki smo jo poslali preko 100 poznavalcem in strokovnim delavcem v programih,
ki se ukvarjajo s temi 4 ciljnimi skupinami. Mislim, da je odgovorilo kar enih 99 oseb in je iz tega nastalo veliko gradiva, ki zdaj kar kliče po obdelavi. Predvsem pa, in to je bistveno za nas, nam bo dal iztočnice skupaj z dogodkom, ki se bo odvil prihodnji teden, zato da bomo mi lahko zasnovali inovativen pristop dela z uporabniki iz teh 4 ciljnih skupin. In v tem smislu smo doslej opravili že veliko dela. Ključni del prihaja pa zdaj. Naš cilj je visok. Aktivirali bi radi ljudi, ki so v nekem smislu obstali v izolaciji. Če bo komu v tem času pilotnega projekta uspelo najti in se zaposliti v smislu delovnega razmerja, bo super. Naš cilj je pa drugače nižji. Mi bi jih radi aktivirali, prebudili, da bi začutili znova sami sebe, da bi si začeli strukturirati dan, ciljno usmerjati svoje napore v to, da bi recimo postali prostovoljsko aktivni. To je namreč tudi njihova želja mnogih, kot smo zaznali v intervjujih, recimo. No in v to smer se zdaj gibamo in smo veseli, da lahko delimo v tej točki rezultate, naše aktualno stanje in naše kratkoročne načrte. Hvala, Danilo, za ta lep povzetek, kaj projekt prinaša. Tudi ste že delno predstavili za to raziskavo, pa bi zdaj prosila dr. Polono Dremelj, če bi lahko z nami delila prve rezultate take delne, zaradi tega, ker vemo, da so rezultati čist sveži, dobili smo jih pred parimi dnevi. Kaj ste lahko že, Polona, uspeli iz njih razbrati? Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav še z moje strani. Jaz bom večinoma predstavila podatke, ki so jih sodelavci zbrali z intervjuji. Bom se pa tudi dotaknila nekih delnih rezultatov, ki so bili izbrani z spletno anketo, to so te sveži podatki. Zdaj, kakor je že Danilo povedal, so intervjuvali skupno 32 oseb iz 4 ranljivih skupin. Zanimalo nas je predvsem, kdo so te osebe, kakšna je njihova življenjska zgodba, kakšne imajo izkušnje s trgom dela, z zaposlovanjem in tudi kakšna je njihova motivacija za delo, za aktivnost. Natančneje smo jih vprašali tudi o njihovem ovirah in težavah, s katerim so se soočali in se še vedno soočajo, in pa potem, kakšna je njihova tudi, tako rekla, zaposlitvena kariera, ali so bili že zaposleni, kakšno delo so opravljali in podobno. Ugotovili smo, da je večina intervjuvancev kar zadovoljna s svojim življenjem, s tem, da dodajo, da se trudijo, kljub težavam, ki jih imajo, so pa optimistični in pa smatrajo, da gre njihovo življenje na bolje. Tisti, ki so malo manj zadovoljni, pa govorijo o tem, da je glavni problem poleg zaposlitve, ki je nimajo, tudi stanovanjski problem in pogosto poročajo tudi o zdravstvenih težavah. Večina vprašanih je bila tudi vključena v različne socialno-varstvene in tudi zdravstvene programe. Nekateri brezdomci so bili vključeni v programe zavetišč, ženske z izkušnjo nasilja v programe varnih hiš in materinskih domov, osebe z izkušnjo osvojenosti so bili tudi vključeni v rehabilitacijske programe, večina vprašanih pa je tudi prejemala neke vrste psihosocialno pomoč ali tudi psihiatrično pomoč. Kot je že Saraja prej omenila, na 2 primerih se večina intervjuvancev sooča z zelo šibko socialno mrežo. To pomeni, da se lahko obrnejo, ko potrebujejo pomoč, res na majhno število ljudi ali pa celo na nikogar. To je predvsem značilno za osebe brez doma. Glede delovne aktivnosti v preteklosti poročajo o tem, da so bile zaposlene predvsem osebe z izkušnjo odvisnosti.
večina med njimi je imela zaposlitev, med drugimi skupinami pa je ta delež precej nižji. So pa intervjuvanci v preteklosti, kot tudi zdaj, upravljali tudi različne vrste neformalnega dela ali pa tudi prostovoljsko delo, predvsem za svoje prijatelje, pomagali so, gre predvsem za lažja dela, če lahko temu tako rečemo, naprimer zbiranje odpadnega materiala, pomoč drugim. Tukaj so izkazali tudi precejšno motivacijo, da bi v prihodnosti tudi pomagali drugim, predvsem tudi starejšim osebam, medtem ko nekateri so tudi upravljali neke podajali znanje, ki ga imajo naprej, neke veščine, upravljali neke frizerske storitve in podobno. Izkušnje, ki jih imajo z trgom dela, so precej slabe. Med njimi omenjajo predvsem slabe delovne pogoje, prenizke plače za delo, ki so ga upravljali, in pa različne oblike izkoriščanja, kot na primer delo preko delovnega časa, neustrezne razmere za delo in podobno. Med ovirami, ki jih izpostavljajo, je slaba ponudba dela za osebe, ki nimajo veliko delovnih izkušenj. Težave se kažejo pri zaposlovanju invalidov, predvsem zaradi pomanjkanja prilagojenih delovnih mest. To se kaže tudi pri osebah z zdravstvenimi težavami. Ženske pa večinoma izpostavljajo probleme usklajevanja družinskega in delovnega življenja, predvsem zaradi neustreznega delovnega časa in posledično tem problemi z varstvom otrok. Če se tukaj obrnem še malo na rezultate, ki smo jih dobili s spletno anketo med strokovnjaki, ki se ukvarjajo z ranljivimi skupinami. Tudi oni med sistemskimi vrzelmi na področju plačevanja vidijo predvsem ta manko spodbud za vključevanje ranljivih skupin na trg dela, predvsem sistemskih, kot je na primer so neke učne delavnice, neko direktno usposabljanje na delovnih mestih. Govorijo tudi o tem, da je treba tudi krepiti že obstoječe programe vključevanja, kot so recimo socialna aktivacija, ukrep usposabljanja na delovnem mestu, učne delavnice in podobno. Izpostavlja tudi pomanjkanje oziroma nepripravljenost delodajalcev, da bi sprejeli osebe z nekimi omejenimi zmožnostmi, in pa predvsem odsotnost individualnega pristopa k obravnavi oseb. Če mogoče še na hitro povem, da strokovnjaki opažajo tudi veliko predsodkov delodajalcev do omenjenih ranljivih skupin, medtem ko intervjuvanci so o predsodkih, s katerimi se soočajo, poročali bolj malo. Zavedajo se, da imajo delodajalci do njih predsodke, vendar jih ne izpostavljajo problematične, se pravi, da so se nekako z njimi naučili živeti in pač, da to sprejemajo in jih načeloma ne moti. Težave pri zaposlovanju, ki so jih omenjali intervjuvanci, podobno o njih govorijo tudi strokovnjaki, prav tako izpostavljajo šibko socialno mrežo, socialno izključenost, težave z zdravjem, zadolženost, tudi neustrezne veščine, ki jih imajo te osebe za vstop na trg dela, nestrukturiran vsakdanjik, dnevna rutina in pa neustrezno ponudbo delovnih mest. Zdaj navajajo tudi, kakšne vrste pomoči bi bile potrebne, navajajo motivacijo, vodenje, psihosocialno podporo, individualno pomoč, kot sem že prej menila, tudi res praktično pomoč, pomoč v obliki prevozov, uvajanje v konkretno delo, krepitev samozavesti, učenje kompetenc, zaposlitveni trening in podobno. Če zaključim še s tem, da intervjuvanci imajo na splošno zelo veliko stopnjo zaupanja v Karitas in veliko njih je bila že deležna njihovih programov in storitev in jih res ocenjujejo kot zelo dobre in
jim pomagajo, tako da podpirajo tudi ta projekt in si mnogi od njih želijo, da bi lahko bili del tega projekta še naprej. Toliko z moje strani. Hvala. Hvala lepa, Polona. Dodatno ste osvetlili tudi iz tega teoretično-analitičnega vidika problem dolgotrajne brezposelnosti. In ta projekt res ne temelji na tem, se pravi na analitičnih podatkih, kot tudi na osebnih izkušnjah. Še ena dragocenost projekta je pa ta, da gre za mednarodno povezavo, kar smo tudi že danes slišali, in zdaj je z nami tudi naša gostja iz Avstrije, magister Kristina Staubmann, ki je tudi hkrati vodja tega projekta. Prihaja iz Caritas Kärnten iz Avstrije. Danes bo predstavila zanimiv pristop, kako dolgotrajno brezposelne v delo vključujejo tudi v Avstriji. Govorila bo v angleščini, čeprav je njen domači jezik nemščina in tudi nemščina je uradni jezik tega projekta. Zdaj, za tiste, ki malo slabše razumete, pa smo pripravili, oziroma še bomo zdaj vmes pripravili prevod njenega govora v pisni obliki in vam ga bomo kar sprot v chat pošiljali. Kristina, herzlich willkommen. Welcome and thank you for being with us here today. Please tell us about your view on cooperation in the project and how you are coping with long-term unemployment in Austria. Thank you very much for the introduction, and I'm very happy and pleased to be part of this event today, the press conference, and in general, I have to say that we are very happy that this project gives us the opportunity to build a sustainable and long-term network of the Caritas aid organizations in Slovenia, Carinthia and Styria. Hello also to Styria. In order to meet the future challenges together, and most important, to enable learning from each other. So we have all quite extensive experience with our target group. So therefore, it's really interesting to share these experiences, to share good practices, and so on. What I think we have in common is that we want to be a voice for people who cannot participate in economic and social life. Therefore, within this project, it is also important for us to involve our target groups also in our project and base our measures and what we plan to do on their experiences and their needs. So our goal is to bring them back into the middle of the society. Throughout Austria, the Caritas works every day for people who are affected by poverty and exclusion, and that is often due to long-term unemployment. People need work and want to work. That is our experience. But when we talk about work, we are not. It's not just about monetary security for the people, but essentially about social participation and the feeling of being needed, contributing something to the community and spending the day, like some people say, with friends, to have a good feeling after the day. In part of this project are also to generate innovative new forms of engagement and employment. And we want to enable the target groups of our project. I'm quite sure you already mentioned them before, to participate in social life, to give them daily structure, improve their skills, and strengthen their self-worth. In particular, new forms of engagement and employment can be of great importance here, which in contrast to purely paid employment, more strongly relate to self-esteem, social recognition, and contribution to the community. This requires innovative approaches, which are, in my opinion, possible by the cooperation within organizations, by the cooperation across borders, and also with other regional stakeholders. Just looking beyond existing borders enables a comprehensive assessment of the needs of groups at risk and the development of the adequate measures for them. Like I said before, the exchange of the Caritas organizations allows us a valuable possibility to learn from each other. So is, for example, the even more pronounced work with volunteers in Slovenia allows us to receive a lot of new impulses here.
For example, we had a lot of networking meetings and also some kind of employee exchange where our employees spent a couple of days at organizations in Slovenia, and we received their very interesting insights in the area of volunteer support and especially the culture of training, which is intensively practiced as an elementary part of volunteering in Slovenia, is very impressive for us. So we can definitely gather some know-how about that. On the other side, the Austrian Caritas organizations already have many, many years of experience in the implementation of employment projects, including the creation of jobs in the so-called extended or secondary job market. Quick explanation, the active labor market policy in Austria consists of a variety of measures, like funding for companies when they employ long-term unemployed, or qualifications and trainings. And one part is the so-called extended or secondary labor market. This is unlike the regular job market. It consists of jobs that has been created with the help of public funding. The main goal is to support people disadvantaged by the labor market to re-enter the regular job market. That's the main goal of this measure. And the secondary labor market is therefore an important part of the active labor market policy in Austria. So, the Caritas in Austria has very long experiences, a lot of years experiences in this field. Whereas we have to say that the jobs in the second job market in Austria are limited in time, but are paid by collective labor agreement and are subject to full insurance. So it's really, for the people working there, it's, they are fully insured and are paid by collective labor agreement. And usually these jobs are provided by non-profit employers or help organizations or community-based institutions. But what we still see in Austria is that it's not sufficient enough. There are still vulnerable groups where these currently existing measures are not enough, or we need something a little bit different. We are talking about long-term possibilities to work, and also highly individualized working possibilities, which concern on the individual person, how much he can work or he, and so on. Maybe to come to an end, to exceed my time limit, not too much. The labor market in Austria currently, a lot of things we discussed in the last already nearly 2 years was based on how the labor market looked a couple of months before. We are currently in a, also you in Slovenia, are in an intense time for the labor market because of the COVID-19 pandemic, and the employment rate is rising rapidly. It's slowing down now, but we see new groups, like, for example, youth, where the unemployment rate is rising immensely in the last couple of months. So I think within the project, we already started with that, but we really need to consider the new framework conditions we are working now and the new situation on the labor market. And if there are any further questions, please let me know. Thank you. Hvala, Kristina. Zelo zanimivo. Darko Bračun, vi prihajate iz Maribora, blizu je Avstrija, delno poznate tudi njihov sistem, vrednote obeh držav. Kako lahko pokomentirate z tega stališča vidikna problematika v Sloveniji? Hvala lepa za besedo. Tudi pozdrav iz Nadškofijske Caritas Maribor, ki je tudi ena izmed sodelujočih projektnih partneric. Ja, res je, blizu je Avstrija. Moramo se zavedati, da samo iz našega širšega področja vsak dan gre na delo v Avstrijo čez 15,000 oseb. Po drugi strani pa vidimo, da je neka ciljna skupina ljudi, ki kljub temu, da so
blizu možnosti za zaposlitev, redno zaposlitev, ostajajo dolgotrajno brezposelna. Veste, da smo z tega mesta, predvsem naš predsednik, gospod Branko Maček, večkrat opozoril na te stiske, kako opažamo, da sicer naši dobri programi materialne, elementarne pomoči, psihosocialne pomoči, pomoči skozi programe socialnega varstva, materinski domovi, zavetišča, domovi za starejše in tako naprej, dosegajo nek prag, preko katerega ne moremo. Vidimo, da ljudem lahko pomagamo do določene stopnje, potem pa vidimo, da imamo kar nekako zvezane roke. Letos stopa Karitas v 30-letnico obstoja, organizirane oblike delovanja in prej smo slišali dr. Polonov, ko je povedala, da imamo veliko stopnjo zaupanja ljudi v Karitas. To se pravi, v tem času smo zgradili to zaupanje. Po drugi strani imamo tudi veliko zaupanje strani mnogih darovalcev, ki namenjajo svoj denar, svoj čas kot prostovoljci preko Karitas ljudem v stiski. In če kaj, moramo narediti nekaj več. In mislim, da je ravno projekt Involt preko Interrega tisti korak, ki bo pomenil kamenček več v tem mozaiku Karitas v praznovanju 30-letnice. Osnovno se mi pa zdi najbolj pomembno vračati dostojanstvo človeku. Ne zgolj, da mu daš kilo moke, se z njim pogovoriš, mu poveš, kakšne so njegove pravice. Ne, vračati mu tisti del, da bi on sam prepoznal, da je nekaj vreden, da ima lastno vrednost, ne zgolj v okviru osebnega dostojanstva, temveč, da tudi drugi v njem prepoznajo, da je še kako pomemben člen v našem prostoru, lokalni skupnosti ali pa neki delovni sredini. Če se samo osredotočimo na prepoznane razlike delovno-pravnih ter drugih okvirjev v Sloveniji ali pa v Avstriji, je potrebno razlikovati med dvema pojmoma. Eden je delo, druga je pa zaposlitev. Med vrednoto na eni strani in pa pravno ureditvijo. Kadar zaposlitev ni možna, iščemo druge primerne oblike dela, tudi prostovoljskega, ki je ena izmed poti. Naše izkušnje kažejo, da preko prostovoljstva v Karitas posameznik postopoma dobi občutek pripadnosti, spozna nove ljudi, dobi veselje do opravljanja določene vrste dela, vzpostavi delovne navade, ponovno začuti, da je njegov delovni doprinos pomemben za okolico in na ta način tudi osebnostno raste. Vse to mu bo kasneje pomagalo preiti v pravi trg dela in najti zaposlitev. Morda je prvi korak torej že omenjeno prostovoljsko delo, skrajšan delovni čas ali pa sezonsko delo. Gotovo pa bi za osebe s težavami v duševnem zdravju, zasvojene, brezdomne in pa ženske, ki so žrtve nasilja, torej skupine, ki jih zaznavamo kot še posebej ranljive in dolgotrajno brezposelne, bilo potrebno sistemsko razviti njim ustrezno obliko delovno-pravne ureditve, tako imenovano delovno rehabilitacijo in trg dela, kot jih poznamo za invalidne osebe. Hvala lepa. Verjetno ste po vseh teh prispevkih danes že dobili en občutek, katere stvari so pomembne. Se pravi povezovanje, raziskovanje, prilagoditev ranljivim skupinam. Veliko še imamo za povedati, očitno smo šele začeli govoriti, ampak v prihodnosti bo še nekaj priložnosti za to. Tjaša Dekorti, vi že imate eno povabilo za naslednji dogodek v okviru projekta. Nam lahko poveste, kaj pripravljate? Ja, tako je. Če se ravno navežem na prejšnje vaše besede, z namenom izmenjave izkušenj, informacij, različnih znanj in veščin, različnih organizacij in strokovnih delavcev, ki se pri svojem delu vsakodnevno srečujejo z dolgotrajno brezposelnimi,
vas vabimo, da se udeležite spletne delavnice, ki bo potekala ravno tako preko aplikacije Zoom, in sicer prihodnji teden v četrtek, 18. junija ob 10. uri. Povabljeni so strokovni delavci iz programov Karitas, Centra za socialno delo, Zavoda za zaposlovanje, predstavniki lokalnih skupnosti, obrtne zbornice ter različni delodajalci, vsekakor pa tudi lokalna javnost. Na delavnici bodo predvsem predstavljeni rezultati te medregionalne študije, ki se je odvila v neposrednem stiku s ciljno skupino, k njej pa so bili povabljeni tudi, k sodelovanju povabljeni tudi strokovnjaki, ki delujejo z težko zaposljivimi ljudmi, z svojim pogledom na to stanje brezposelnosti. Na tej delavnici bomo preko diskusije osvetlili problem podpore osebam, ki so težje zaposljivi zaradi raznovrstnih težav, ki so bile že danes velikokrat opisane. Eden izmed gostov pa bo tudi naš projektni sodelavec iz avstrijske Štajerske, ki že leta dela na različnih projektih, kjer poskušajo vključevati dolgotrajno brezposelne osebe z temi pridruženimi težavami in bo nam na primeru ponazoril, kako deluje avstrijski sekundarni trg dela. Na delavnici pa bomo iskali tudi odgovore na vprašanja, kot na primer, kateri deležniki bi morali biti vključeni v proces oziroma kdo bi vse moral stopiti skupaj, da bi socialno šibkim omogočili kar se da dobro in predvsem njim prilagojeno vključitev na trg dela. Vljudno vabljeni, prijavnico pa lahko najdete na spletni strani Slovenske Karitas ali pa pri vseh projektnih partnerjih in infomailih vseh sodelujočih Karitasov. Hvala. Krasno, Tjaša, hvala lepa. Zdaj pa predlagam, da se v Mariboru novinarji malo pogovorite, kako bi zastavili vprašanje, pa bi dala najprej prednost morda tem, ki so tukaj z nami preko Zooma, vi pa da se organizirate, če imate tudi kakšno vprašanje. Tako da lepo prosim. Zdaj rokico lahko dvignete, ali pa Matej, če vklopimo kar vse mikrofone, če bi kdo kakšen komentar. Ja, vklopati se morajo sami, tako da unmutati se morate, jaz vas lahko samo povabim k unmutanju. No, očitno mi nimamo, je v Mariboru kakšno vprašanje, komentar na povedano? Ljudem bi preko različnih oblik pomoči, preko tega programa omogočili nekako vključevanje v delovne procese. Danilo, si slišal? Ne, a lahko ponovite vprašanje? Vprašanje je bilo, koliko ljudi bo vključeno v ta projekt in pa kako dolgo bo projekt trajal. Pa mislim, da je to vprašanje za Danila. Ja, z veseljem odgovorim. Projekt je predviden, da traja 36 mesecev, zdaj smo že preko polovice. V zadnji fazi implementacije pa moramo v ta pilotni projekt konkretnega dela z uporabniki vključiti 100 oseb. To velja za vseh 5 projektnih partnerjev. Kako bomo porazdelili in dosegli ta kazalnik, bo pa odvisno od inovativnih pristopov. Mogoče bo en partner ubral eno zelo specifičen pristop in bo vzel samo 10 uporabnikov, nekdo drug pa bo mogoče imel drugačen pristop in bo imel lahko tudi 30, na primer. To bo odvisno od tega, kaj bomo zdaj sprojektirali v tej fazi iskanja inovativnih pristopov. Mogoče, če smem tukaj samo stavek, ta program je seveda nadgradnja aktivacije teh oseb, izključenih v naše prostovoljstvo. V tem sklopu je okrog 250 tovrstnih prostovoljcev v celi mreži Karitas vsako leto deluje v sklopu naših programov. To so seveda tisti, ki dobijo tudi dodatek za to aktivacijo. To je nekako tista baza, s katero tako ali drugače ves čas redno delamo. Seveda iz tega nabora ljudi
pa iz tistih, ki bomo vključeni v socialno-varstvene programe, ki jih je tudi vsako leto čez 150 samo v tej redni oskrbi, pa seveda tudi vsi tisti, ki so že zaključili programe, je to velik nabor, s katerimi se srečujemo. Ta program je pa seveda bolj tisti, ki bo nekako naredil en vzorc, eno sistematično podlago za delovanje vnaprej. Hvala. Aleš, imate vprašanje? Ja, še naslednje vprašanje strani Vrnjakove Večer. To se pravi, koliko časa bo en, ki je vključen preko socialnega vključevanja, vključen v program in pa koliko časa? Ja. Saraja? Nisem prepričana, ali sem razumela v pravo smer, koliko časa bo pilotni projekt potekal ali na splošno že v našem programu, ki ga izvajamo, koliko časa je nekdo vključen. Jaz bi predlagal, da predstaviš to. Ja. Okay. V našem programu bi tako rekla, vemo, da je za nekatere, ki mogoče imajo manjše težave pri zaposlovanju, rešitev vključevanja v prostovoljstvo prehodne narave in je v resnici vsak, ki nam sporoči, da je dobil zaposlitev, pa se morda na tak način poslovi od nas, v bistvu eno večje veselje prisotno. Zavedamo pa se, da o skupini ljudi, o kateri tudi danes govorimo, gre za tiste, ki so bistveno težje zaposljivi in konkurenčni na trgu dela. To pa pomeni pri nekaterih, da so vključeni v naše programe že nekaj let in da tudi mi skušamo gledati na to, da lahko so v te programe vključeni tako dolgo, kot sami želijo oziroma delajo tudi na pripadnosti Karitas. In tukaj dodati, prej smo govorili o zaupanju. Opažamo pri našem delu, da je potrebno kar nekaj časa, da se vzpostavi medsebojno zaupanje. In včasih je ta čas tudi leto in pol. In ko prestopimo ta del, vidimo, da se potem ljudje bolj odprejo in tudi delo oziroma koraki v njegovem osebnem razvoju, ko je to zaupanje vzpostavljeno, naredijo večji korak. Hvala lepa obema. Še eno vprašanje? Zdaj pa je vprašanje specifično na Maribor, koliko ljudi bo vključenih v sam projekt in pa ali so specifike v kontekstu izvajanja projekta za Maribor. Tukaj, če dovolite, bi odgovoril jaz. Kot smo prej slišali sodelavca Danilota, moramo vključiti v kontekstu projekta minimalno 100 udeležencev, to se pravi vseh 6 projektnih partnerjev. V tem kontekstu nekako razumemo, da bo sorazmerni delež potem odpadel tudi na Maribor, vendar računamo, da mi sedaj že določene korake delamo oziroma so naši procesi takšni, da že vključujemo te prostovoljce oziroma socialno izključene ljudi. Veste, da imamo močen program donirane hrane, močen program v kontekstu zavetišča za brezdomce, močen program v kontekstu ljudske kuhinje, ambulante in pa tudi naši domovi za starejše v Lenartu, Šentjanžu in Veliki Polani, ter pa tudi varstveno-delovni centri v Konicah in pa Staršah. Tam vse vključujemo prostovoljce. Še posebej smo pozorni, da damo tukaj priložnost, kajti moramo se zavedati, tukaj gre za 2 stvari. Eno je,
da je človek pripravljen, drugo je, da si strukturira dan, prišel bom enkrat na teden po 4 ure, da se to dogovorimo. Tretja stvar pa je, da smo tudi mi, s tem, ko on raste, ob njem tudi rastemo mi. Tukaj ni ene, bom rekel, splošne sistemske ureditve, če bom procese nastavil tak, pa tak bo vse delovalo. Ko mi nekega novega prostovoljca sprejmemo v program ljudske kuhinje, pride do nove dinamike. On prinese neko novo življenje. Seveda so včasih bolj vzponi, včasih so pa tudi kakšni padci in to pomeni tudi veliko dela za nas. Kar je za nas zelo pomembno, gospod Danilo je omenil naše izmenjave preko tega projekta v Avstriji, predvsem meni v spominu je obisk Sparmarkta in pa Karle trgovine second hand, ki jo ima v Avstriji, Graz in pa Celovc. Veste, tam je ta sekundarni trg tako urejen, da ne samo, da Arbeitsamt, to se pravi Zavod za zaposlovanje, nekoga pošlje k delodajalcu, tako kot imamo mi sistem javnih del in potem delodajalec z njim dela. Ja, pri nas mu določi mentorja. Kar se mi zdi zelo pomembno pri tem je, in smo videli pri Sparmarktu, da ima vključena oseba možnost 1 do 2 ur na teden ves proces, vse, kar se mu dogaja, prečistiti z strokovnim delavcem, ki je specialni pedagog. To se pravi, njegovo vključitev vodi oziroma spremlja, ne vodi, spremlja oseba, ki je od zunaj. In pa nadgradnja tega, to, kar opažamo tudi pri našem delu, je problem. Veste, mi vsega ne vemo in mi gledamo s svojimi očmi. Kljub temu, da smo naravnani k humanitarnosti in želimo pomagati, ampak mi gledamo s svojimi očmi. Da imajo tudi osebe, ki pa razporejajo delo temu tej vključeni osebi, možnost tudi 1 do 2 ur na teden pogovora z tem specialnim pedagogom. Tukaj mislim, da je en kvalitativen preskok v razmišljanju. V Celju je Saraja v tem kontekstu strokovna delavka in pedagoško spremlja. Tukaj v Maribor mi imamo bolj zaposlene strokovne delavce iz socialnega varstva. In mislim, da je naslednji korak, mogoče bo to pokazal ta projekt, ko bomo se usmerili tudi malo širše v ta pedagoški proces spremljanja. Tako da, ja, ljudi že vključujemo, iščemo možnosti, raziskava in pa izvedba pilotnega projekta v kontekstu Interrega nam bo pa omogočila, da sistemsko postavimo stvari. Seveda pa tega ne moremo sami, zato bo v naslednjem tednu delavnica, kjer bomo povabili različne deležnike, tako kot je sodelavka Tjaša povedala, in z njimi skušali najti pravilno pot. Ne rečem, da je to edina in prava možna rešitev, ampak mislim pa, da je to pot, po kateri bo Karitas v naslednjem obdobju vsekakor nekako šla. Hvala lepa. Še eno vprašanje smo dobili. Ja, prosim. Za Danilota, koliko je vreden ta projekt? Skupna vrednost projekta, torej vseh 5 projektnih partnerjev je 756.000 evrov, medtem ko večino tega nosi lead partner, vodilni partner, ki je Celovec. Slovenski partnerji imamo pa proračun približno 115.000 evrov, pri čemer sami iz lastnega deleža zagotavljamo 15%. Še eno vprašanje smo imeli od skupnosti Most, so se nam pridružili in jih tudi zanima sodelovanje. Iz tega, kar smo danes povedali, se mi zdi, da ste odprti, ampak Saraja, mogoče samo en kratek komentar, vi ste ga tudi prebrali. Zvok. V chatu je bilo naslovljeno vprašanje v smislu, bom kar prebrala. V projektu skupnosti Most naslavljamo zdravljene odvisnike, ki so zaključili osnovno rehabilitacijo, to pomeni različna zdravljenja v terapevtskih skupnostih, komunah. Tudi ti so pogosto brezposelni, kakšne so tu možnosti povezovanja.
Bi kar rekla, da je delavnica, na katero je Tjaša nazadnje povabila prihodnji teden v četrtek, tista, kjer vidimo možnost povezovanja, diskusije, tako da v bistvu bi samo rekla, prosim pridite, ali pa če res želite bolj konkretne informacije, bom dala mail v chat, kjer lahko več obrazložimo. Je pa res, da so konkretni programi občasno vezani tudi na lokalne specifike, zato se je pa treba tudi konkretno pomeniti, kako se da sodelovati. Ja. Hvala še za ta odgovor. A lahko na tem mestu zaključimo? Nekaj smo povedali, veliko še imamo, tako da še enkrat povabilo za drug četrtek. Aleš, vi ste se večkrat vklopili, ste kaj želeli reči? Ne. No, potem pa naj zaključimo z mislijo, da ljudje bi radi delali, da to je tudi en most med nami in njimi in da predlagamo, da vključujemo tudi izključene. Hvala lepa za to, ker ste se nam pridružili in lep dan še naprej. Hvala. Nasvidenje. Čau. Daniel. Ciao.